Beletrina v živo. Živijo, dober dan, lepo pozdravljeni, drage bralke in dragi bralci. Spet sva z vami Irina Svetek. Živijo, pisateljica in ustvarjalka nove knjige Beli volk, nove kriminalke, novega nadaljevanja Rdeče kapice, in jaz, Maja Peharc, naključna bralka in izpraševalka. Meni je izredno veselje, da se lahko spet pogovarjam s tabo o tvoji novi knjigi, ker moram reči, da sem v njej zelo uživala. Hvala. Ful mi je bila nice, tudi zato, ker pišeš o vseh teh stvareh, ki so tudi meni zelo všeč. O brutalnih umorih, volkovih, kokainu in slovanski mitologiji. In vsega tega se danes majčkeno dotaknile. Pa se že vnaprej opravičujem, ker mi bo izredno težko ne govoriti o vsebini, ne da bi jaz danes pokvarila kaj bralcem. Bomo spoilerje delali? Ne, bom probala delati ovinke, ampak nič ne obljubim. Tako da mogoče si raje vstavite posnetek, pojte prebrati, pa pridite nazaj. In bom poskušala najprej malo govoriti o našem najljubšem državnem tožilcu, Miju Aureliju, ki je nekaj časa minilo med Rdečo kapico za nas in za njega. In se je zdaj kar naenkrat na začetku knjige znašel v enem takem srečnem mehurčku. Pa me zanima, kako to, da si v tako noir temno stvar vnesla kanček sreče za vsaj tisto kratko obdobje, ki njemu traja. Tako se mi je zdelo, da Rdeča kapica je bila postavljena v eno tako en temačni prostor, to je bila Ljubljana pozimi, november, kjer je poln sivine. Zdaj smo šli pa v Belo krajino, v poletje, kjer vse buhti v te zelene barve od sonca, in tudi on se znajde v življenju v enem takem, recimo temu mirnem minevanju, v vezi pač z Violo. In to se mi zdela ena taka luštna otvoritev, ker seveda veš, da ta mirnost in ta sreča na dolgi rok ne gre, ampak dajmo pol vsaj začeti z njo, pa potem pokazati, kako se te stvari začnejo krhati. Ja, ker v bistvu pol na koncu me res tako, ker navijaš, saj jaz navijam za Mijota, mogoče ne toliko za Mijo in Violo, ampak za Mijota definitivno, in me je pol kar malo dotolklo, da si ga spet pahnila v nesrečo. Ampak se mi zdi, in tudi skozi celo knjigo nekako tako se on vedno znova sprašuje o tej svoji sreči, pa kako jo lahko, a si zasluži sploh srečo, a je sploh sreča nekaj, kar se mu splača zasledovati v življenju. Pa na koncu se mi zdi, da pride do tega bolj negativnega odgovora, da pač ni on za srečo, a se to samo meni zdi. Kako je? Jaz mislim, da vsi ljudje, ki imamo, ker jaz sem tudi en izmed njih, odvisniško strukturo, eni imajo pač te bolj hardcore variante, kot so alkohol, droge, gambling in tako naprej, ampak ta odvisniška struktura gre lahko tudi na katerakoli druga področja v življenju. To je vedno filanje neke luknje, ki jo imaš v sebi, da prideš do neke satisfakcije, s katero bi lahko pomirjeno naprej živel. In ko greš ti iz ene odvisnosti, takoj najdeš drugo odvisnost. Zato on, recimo, ko so zdaj te kazinoje majčkeno šli na stran, recimo naj bi to življenje, in potem, ko odvisniki grejo ven v neko normalo, takrat šele sebe začnejo spoznavati. Ker to filanje, te luknje, te praznine pri odvisnikih, to je dejansko beg od sebe. Ker se ti ne moreš soočiti s tem, pač kar si. In potem, ko pride nazaj, to je vračanje k sebi. In ti sebe na novo spoznavaš. In zato se mi zdi, da tudi on vidi pri sebi ene stvari, za katere sploh ni vedel, da jih ima. In da je dejansko lahko srečen v enem takem preprostem minevanju časa, v neki taki. Ampak seveda pol pride do tega, da recimo ne gre to tako easy naprej. Ja, ker v bistvu mi je šele zdaj v drugi knjigi postalo očitno, da ne samo, da je Mijo nekako odvisnik, ampak je tudi v končni fazi Viola neka odvisnica. Ja. In mi je bilo zanimivo to, da v bistvu se mi zdi, da je to zdaj precej izpostavljeno, in če recimo Mijo se nekako pomiri sam s sabo pa svojo odvisnostjo, si Viola ne more zaenkrat še. Mislim, da je ona prvič, da je to ven splavala, da si lahko ona prizna, da dejansko je nekaj na tem. In pol tudi konc, ne bom sicer govorila kako, ampak vidiš, da mogoče ni to neka grda njena odločitev, ampak dejansko zelo fair odločitev.
ne bom pač razkrivala, naj se knjiga prebere, ampak sem veliko delala ne samo na njemu, ampak tudi na njej, a ne, in te liki pač grejo zdaj naprej, v trojko, a ne. Ok, super. To me veseli, se že veselim. Ja, ker je recimo, nekako se mi zdi, da je zdaj preplet Mijota in njegovega življenja majhen bolj ukorporiran tudi noter v sam primer, recimo, zato ker se ga v končni fazi tudi njega in Viole dotakne, ne? Ta glaven primer, glaven zločin, ki se zgodi, gre v bistvu kar zelo blizu njunega življenja, ko mogoče v prvi knjigi ne toliko. Kar na vrata potrka ona. Ja, v bistvu. Ne? Vrata se odprejo in se kar vstopi not. Tako se mi je zdel fajn mečkam preplest, ja. Ja. In se mi zdi tudi, da recimo ta, dajmo reči, popotovanje Mija skozi svoje življenje, pa od njegove sreče do nesreče, sreče in nesreče, nekako zelo zrcali tudi v tej naši glavni družini, ki jo ti noter vpleteš. To se pravi Perun in Mokoš in na drugi strani potem še Veles, ker tudi oni skozi potujejo v srečo in nesrečo. Da je to neka taka osrednja tema te tvoje zgodbe, ampak preden greva v to nihanje sreče in nesreče, tisti, ki ste pozorno poslušali, ste najbrž zelo zasledili ta imena Mokoš, Perun, Veles in tako naprej. In če kaj veste o našem prostoru in naši mitologiji, staroslovanski mitologiji, ja. Vam je najbrž to poznano, ker ni naključje, itak si osnovala pač zgodbo in to družino na mitu o Perunu. Pa bi te jaz mogoče za začetek prosila, če nam sam na kratko poveš, kaj je bistvo tega mita, oziroma kdo je Perun, kdo sta Mokoš in Veles, kaj je ta zgodba naša staroslovanska. Zdaj se mi je fajn, ker ljudje na tem področju, pa to je naša kulturna dediščina, zelo malo vemo o tem. O grški mitologiji veliko vemo, o rimski mitologiji veliko vemo, o tem, kar se pa nas tiče, pa dejansko vemo zelo malo. In če vprašaš ti poprečnega človeka, mogoče niti ni slišal še za Peruna, niti za Velesa. Ampak to smo imeli Slovani, to je naša skupna mitologija, to imaš od Rusije do Makedonije, imajo vsi isto, z malimi nijansami. Perun ima nadzemeljski svet, Veles je podzemlje. Mokoš je pa reka, ki teče vmes in povezuje oba svetova. Se pravi, to je ženski princip, imaš na eni strani moški, na drugi strani moški, in ona jih združuje. Ampak, kar mi je všeč pri staroslovanski mitologiji, to so vegetacijska božanstva. To je vse vezano na te cikle, s katerimi smo pač mi živeli. Veles simbolizira jesen in zimo, Perun pomlad in poletje. In se pravi, ko je konc zime, vedno pride pomlad, ko je konc pomladi, vedno pride zima. Se pravi, ni te delitve, ki je prišla s krščanstvom dobro zlo. Se pravi, dobro, edino dobro, to prevaga, zlo mora biti vedno pač premagano. Tukaj se dopolnjujete, en brez drugega ne moreta, ker po pomladi vedno nastopi poletje in potem gremo jesen in zimo. Se pravi, se nadgrajujete. In tukaj imamo potem tudi Jurija, zeleni Jurij, ko pride Jurjevo, pomlad vse osveti in pride Jurij iz podzemljskega sveta, spozna Maro, mislim, na solstici. To sem se res držala te zgodbe, sem probala nejti ven iz tega, seveda potem je opet not v fikcijo, ampak to se mi zdijo krasne zgodbe, ker so naše zgodbe. In se zdi, da je mene tudi to zelo potegnilo, ko sem brala in ko sem prvič prišla do Mokoš, se mi je utrnila lučka, da to ni naključje, ampak za nalašč tako. Ok, si že nakazala, da si v bistvu ti ta praslovanski oziroma slovanski mit mogla transformirati zdaj v neko novo noir kriminalko roman. Kaj si obdržala in kaj si spremenila? Obdržala sem, takole je, Perun je bog groma in je zelo tak pravičniški, ampak vseeno sem ga mečkam bolj zanimivega naredila, da ni klasičen, to je svetlo, tam dol je temno, tako da, ker mislim, da vsi liki morajo imeti milijon odtenkov sive noter, ne moramo iti vedno samo na te kontraste črno-belo. On je poročen z Mokoš, na drugi strani imamo Velesa in to je ta trikotnik, potem imamo pa tukaj še Maro in Jurija, ki sta pa naslednja generacija. Tako da te zgodbe osnovne sem se kar držala. Potem sem pa še nove like gor pripela in se mi zdi, da mi je ratalen tak. To se mi zdi skoraj roman na robu magičnega realizma, ker je tako pravličen, ampak to pravličnost se lahko upraviči s tem, ker to je mitološka zgodba. To so bogovi in ko ti daš bogove pač v današnji čas, vseeno ostane nekaj tega božanskega pridiha in mehan, ampak mislim, da je to taka luštna formula, s katero lahko dejansko tako fikcijo usmisliš. Bilo mi je tudi zelo zanimivo, ko recimo prvič srečamo Peruna,
ki ga ti daš v sodnika, ne, ker je tak pravičniški pa to, da takoj, saj jaz sem ga označila, to je naš bad guy, ker ga tako predstaviš, ker je zelo zadržan, tak strogi oče in tako naprej. Ne smeš preveč povedati. Ne bom preveč povedala. Itak se pogovarjava o mitu že, pa tisti, ki znate brati med vrsticami, že veste, kam pes oziroma volk taco moli. Medtem ko recimo Veles na drugi strani je pa v knjigi zaščitnik volkov in je tak dober človek, tudi tisti liki, ki so recimo predstavljeni kot njegovi otroci v narekovaju, so do njega zaščitniški, ga imajo radi, ne? Ampak potem to v bistvu vse majčkeno obrneš na glavo, kar se mi zdi, da gre zelo roko v roki s tem, kar si glih rekla, da so v bistvu stari slovanski miti, ne gre za dobro zlo, ampak za v bistvu preplet obojega. Ne? In tudi se mi zdi, se to na otrocih pol izkaže, ne? Na Mari in na Juriju na nek način. Ja, tako se mi zdi, pri pisanju kriminalke moraš dajati not elemente, ki dajo suspens in ki so zanimivi in ki so eni taki triggerji, ki odpirajo neko domišljijo, mislim, odpirajo to vrata, skozi katero lahko tvoja domišljija not vstopi in to recimo so psihiatrija vedno fajn. Potem neke skrivnosti iz preteklosti, ki se vežejo na prejšnjo generacijo. To so ene take stvari, to so preverjene formule. Ne? In se pravi, polno takih stvari ukomporirati v eno zgodbo, ki je že dejansko narejena, in potem te like narediti pač po svoje. Ker kaj pa mi vemo, mislim, a vemo, boginja smrti Morana. Jaz tudi prej nisem vedela, kako je prišla do tega, da je ona bila prej izjemno lepa ženska, izjemno taka polna življenja, potem je pa ratala stara in zagrenjena siva starka, hudobna. In kako je prišla do tega? Jaz tega nisem vedela. Tudi nisem poznala mita o Juriju. Kaj to dejansko za nas Slovane, Slovence pomeni v Beli krajini, še vedno praznujejo to, mislim, dajo poudarek, pa tudi gor v Prekmurju, in to se mi zdi fino. To se zdijo ene take luštne zgodbe, no? Res. In mogoče čez eno fiktivno zgodbo, kakor je ta kriminalka, spoznati mečkam več o naši mitološki preteklosti. Absolutno, tudi na koncu knjige v bistvu zelo lepo, na kratko obrazložiš cel ta mit in tudi ponazoriš to cikličnost. Mogoče spet si se dotaknila že tega, da si mogla v bistvu dodati neke nove stvari v knjigo in zdaj prideva do tega kokainskega dela, kaj se meni zdaj blazno zanimiv. Blazno zanimiv se mi je zdaj zaradi tega, ker zelo dolgo časa nisem vedela. Tam ni kokainski, veš, heroin pa fentanil sta. Tako, heroin, pardon. Ja, ok. Kako se bo vklopil v glavno zgodbo? Ker preden se začne prvo poglavje, mi v bistvu že dobimo nastavek ta glavnih treh, recimo, dajmo reči temu akterjev. Dobimo umor, ki je zelo tako magično skoraj opisan, dobimo ta heroin in dobimo v bistvu volkove. Odkje ta zgodba? Ker zdaj vem, kako od Afganistana do Evrope to je taka fascinantna pota. Pride heroin. Kako, odkje? Tako se mi zdi, če imamo, da je nekdo bog podzemlja, kaj je podzemlje? Podzemlje je kriminala. In če je kriminal, dajmo najdeti nekaj, kar je tako dark, kar je tako, in to se mi je vedno zdel, heroin se mi je zdel vedno ena taka dark stvar. Po drugi strani pa balkanska ruta, edina ruta za heroin od Afganistana pač klele čez vse te države in sem nekaj, dajmo pol mečkan raziskati to, malo dokumentarcev pogledati, malo prebrati. Pa sem videla, koliko recimo so tu države not upete. Kako vse to poteka, da ta zgodba niti ni bilo to pomembno. Zame je bilo pomembno, da vem, kako prihaja in recimo, kako daš $700 za dol v Afganistanu, na severu Evrope pa daš $60,000 za 1 kilo, in koliko se ljudje bogatijo not v tem. In se mi je zdelo fajn vplesti to zgodbo not v ta v bistvu res mračni del, ker če poznamo heroinske zgodbe, vemo, kaj se potegne za sabo. Ampak hotela sem iti še en korak naprej, pa ne ta klasičen heroin, ampak dajmo še mečkam bolj aktualni biti. Fentanil je zdaj droga, ki ogromno ljudi pobija, ker je močna in je sintetična, ni naravna, ne prihaja iz maka, ampak je v laboratorijih narejena in je cenejša in 50-krat močnejša kot heroin. Se je, dajmo to združiti nekako zgodbo in tudi potem ime Beli volk je ulično ime za fentanil zmešan s heroinom. Hkrati pa Beli volk se navezuje na našo mitologijo in seveda na ta glavni lik. In tako se mi zdela ena luštna stvar, pač združiti te dve poti, pač narediti v eno skupno. Ja, ker
mi v bistvu spremljamo to celo pot in res štartamo v Afganistanu in je v bistvu zelo dolgo časa napletaš to, da potem pride v našo zgodbo. Se mi zdi, da je zelo tak vrhunc bolj proti koncu knjige, ki se vse nekako tako poklopi in potem je še nek tak preobrat, twist, mi kar mal, sem bila jaz kar tudi wow, kaj se zdaj dogaja. Pa ne bova zdaj o tem toliko diskutirali, da ne bomo pokvarjali knjige čist, ker se jo res splača pograbiti v knjigarni oziroma v knjižnici in jo prebrati. Bi se mogoče nazaj vrnila na naš trikotnik Mokoš, Perun in Veles, pa v bistvu to se mi zdi, da lahko poveva, da je pač prva žrtev v tej knjigi prav hčerka Mara. In je zanimivo mi bilo tudi, pa tudi to si že omenila, kako v bistvu si Maro nastavlja kot eno tako folijo za družinsko tragedijo od staršev nazaj. Ne? Ona deduje določene travme, za katere v bistvu sploh tudi točno ne ve, kaj se je zgodilo in na nek tragičen način v bistvu jih ponovi skoraj oziroma še potencira. To izhaja spet iz tega mita Peruna, ne? In me zanima, kako si Maro sestavlja kot nek tak lik, kako si jo zapeljala, da je v bistvu ta dedovanje te travme, da se pri njej tako tragično konča. To je bila neka osnova, to je bila predzgodba, ne? Zaradi katere sem mogla dati tudi, da se jo naredi, ker vedno, ko imaš ti začneš s truplom, in seveda potem se zgodba za nazaj odvija, kdo je bila ta oseba, kakšno je bilo njeno življenje. In se mi je zdel zelo en tak velik misterij, če je bila ona zaprta od 14 do 18 let na psihiatriji in da noben ne ve, zakaj njena družina skriva razlog in da bi se dal tukaj mečkan zaplest. Po drugi strani smo jo videli na začetku, to se mi je zdel fajn, in potem na koncu, da dejansko ona niti ni bila taka, kot sem si jaz na začetku zamislila, da bo. In to se mi je zdelo fajn potem večkrat presešti in kako ona pride od neke izjemno zaljubljene ženske, ki živi svoje življenje in se zdi fajn, vse se je rešila strahov pred volkovi in nekako si uredila življenje, potem do tega, da čez noč osivi in da pač vemo, kaj se zgodi. To se mi je zdel en tak luškan zaplet, tako da ja. Super. Pa že spet tlele, ko sem brala, sicer nisem zaznala tega, ampak pol me je v bistvu spet moj mož opozoril na to, da je že spet prva žrtev ženska. Kako je to? Ne vem, vedno mi je bolj intrigantno, če so žrtve ženske, res. Smo lepo truplo vedno. Lepo truplo, ma ne samo to, ali pa tudi če še kakšno posilstvo not. Mislim, to je grozno zdaj tako govoriti, ne? Ampak to, recimo, tudi če gledam kakšne dokumentarce, če je žrtev moški, ni tako zanimivo, razen če ga ženska ubije. Pol mi je zanimivo. Če pa žrtev ženska, pa da je še posiljena, pa da moški, mislim, to je grozno govoriti o tem, ampak pač tako je, to mi je bolj intrigantno. Tam te pele zgodba. Ja. Okay. Se mi zdi, da en del te knjige, en pomemben del te knjige je tudi, pa to najbrž tudi žanr za sabo potegne ta atmosfera, ne? Na začetku si že povedala, da si jo mogoče za začetek predstavlja iz temačne novembrske Ljubljane v neko belo krajino, ampak pol se tudi ta zgodba v času podaljša in v bistvu zajadramo že v jesen. Mi je bilo pa zanimivo, da je v bistvu predstavljena potem v Kočevju oziroma Kočevski gozd. Tak temen se mi zdi gozd, tak mitičen, tak. Če dejansko mi pogledamo v teh krajih, se med drugo svetovno vojno res veliko dogaja. To so bile grozne zgodbe, tukaj je bilo veliko umorjenih ljudi. Mislim, vemo tudi, da je bilo veliko bolnišnic tukaj. Mislim, kaj se vse dogaja in kaj ta zemlja, vsako ene krvi je bilo tukaj prelite, se mi zdi, da daje eno tako temačno polje za tak poligon, zato da se lahko ta mitološka zgodba tukaj razpre in se usede prav na ta tla. Po drugi strani, jaz tega nisem vedela, Veronika Deseniška, da je bil gor Friedrichstein, da je bil to grad za njo narejen in njene zgodbe niti nisem toliko poznala, kot recimo jo Celjani poznajo, ki so odraščali s tem, pri nas smo bolj tega Prešerna in Cankarja in tako naprej obravnavali, tudi te zgodbe so mi bile mečkam tuje, ampak sem videla, koliko te konci imajo neke zgodovine in koliko so zanimivi, recimo te želenske jame, to so vse stvari, ki obstajajo, to si jaz nisem zmislila, to ni fikcija in se mi zdelo fajn to inkorporirati not v tekst, ker to je spet del naše preteklosti, naše zgodovine, in tako se mi zdi vedno, da ko pišeš roman ali pa ko ustvarjaš zgodbo, da moraš najti nekaj, kar je avtohtono, nekaj, kar je naše, nekaj, kar se tiče tega prostora in nas, ker šele s tem lahko nek presežek narediš. Če bomo mi zdaj kopirali, Skandinavce,
ki so dobri zato, ker je to njihova stvar, ne? Ker je to nekaj, kar se njih tiče, moramo najti nekaj, kar je naše in iz tega bomo lahko potem ven izplavali kot recimo nekaj, kar je originalno. Ne? Ja, ker se mi zdi, da se to tudi čuti nekako iz knjige, ta neka tvoja strast do odkrivanja tega našega, zato ker se mi zdi, da je tudi jezik, s katerim ustvarjaš to atmosfero, res zelo sočen. Jaz nekako ga ne morem drugače opisati, ampak meni se redko zgodi, da mi knjiga zadiši ven in tukaj me pa prav gniloba po gozdu. Ampak to je smisel, ne? To je smisel, da ti tekst, roman, literatura izzove emocije. In ko ti enkrat izzove emocije, ali so dobre ali so slabe, to je to. Ti moraš človeka premakniti in v razmišljanju in občutenju. In to je umetnost, a ne? Ker na drugi strani, pa pol itak imamo te zelo lepe, mrakobne in gnile opise gozda in trupel in na eni strani res to neko temno naravo. Pa drugi strani pa belo krajino, iz kolpo in s tem soncem in zelenilom in tako, tak en kontrast. Spet ampak na drugi strani pa še recimo v Seglih, ker je pač v Seglih to kriminalka in mora biti določeni postopki, morajo biti noter speljani, se mestoma selimo nazaj v Ljubljano in imamo te neke postopke. Pa se mi zdi zanimivo ravnotežje tudi med tem nekim proceduralnim delom knjige pa zelo tem atmosferičnim. A je bilo to, si pazila na to, da je to nek balans se vzpostavil, a je to pač naravno glede na to, kako se zgodba more premikati iz kraja zločina v sodniške dvorane oziroma v prostore? Vedno je treba paziti, da recimo pri teh recimo forenzičnem modelu, ki ga moraš vključiti not. Ampak jaz vedno pazim, da ne grem predaleč, ker to so suhoparne stvari, ki dejansko bralca ali pa na koncu navsezadnje tudi gledalca pri serijah, to nas ne zanima. To tam pač je, ker more biti, ampak dajmo samo en košček tega, da se lahko to sestavi kot zgodba, ampak ne pa preveč not recimo v to forenziko, pač samo to, kar mora. In spet narediti zanimivo, recimo imamo človeški ugriz na njeni roki, ker patolog odkrije. To se mi zdi ena zanimiva stvar, ampak forenzika je tukaj samo, da mečken razloži, zakaj je prišel do tega, ne pa da jo postavljamo v spredje, pa da so 10 strani samo o opisih forenzike, pa kaj to mene kot bralca ne zanima. Ne? Ampak mora pa tukaj biti tudi ena taka stvar, kar je preiskava, raziskovanje in pač te stvari je treba not vključiti. Mijo je tožilec navsezadnje, tako da v Trojki bo on blestel na sodišču, imamo dramo, sodno, sicer še druge stvari v zadnji, ampak morajo biti te elementi note. Super, se že veselim že zdaj. Še eno vprašanje mogoče v Kočevju. V vmesnem času sem se po naključju pogovarjala s Tadejem Golobom, ki mi je eno zanimivo stvar omenil, pa bom zdaj pri tebi to čist iz mojega firbca preverila. In sicer so mu rekli, da preden je začel pisati svoje knjige, da kriminalke pa ta način teh umorov, pa to v Sloveniji, v teh majhnih krajih, to ne bo šlo, da to se dogaja samo v velikih metropolah, v New Yorku, v Londonu in tako naprej. In je on rekel, da ne, da pač tudi v Ščavnici ob Pesnici se lahko to dogaja. A je tebe kdaj skrbelo, da v bistvu te neke tvoji primeri, tvoji umori, te stvari ne bodo v ta slovenski okvir sedeli, v ta majhna mesta, v Kočevje, v Belo krajino in tako naprej? A ti je bilo to sploh kdaj na misel, a ti je bilo avtomatično logično, ne, te stvari se tukaj dogajajo, ker so naše? Te stvari se tukaj dogajajo, ne. Slovenci imamo največ umorov, družinskega nasilja imamo največ, se pravi znotraj družine. To se dogaja zelo veliko na vaseh, ali pa na obrobju mest. V mestih recimo tovrstnih umorov imamo tudi, ampak spet ne toliko. Tako da mi imamo take umore. Zdaj, ker pa njega razumem, kar je rekel, najbolj tako, da če bi jaz zdaj dala nekega serijskega morilca, ki bi kle po Ljubljani ali pa tudi po nekih vaseh, ne vem, pobil vse živo in vse mrtvo, to je bilo malo nerealno, ker tega pri nas ni. Ampak te družinski umori pa seveda so, tega je zelo veliko. Recimo tudi mi zelo malo vemo, kaj se dogaja, ker objavljene so samo tam notice, ampak recimo znotraj družine ali pa te partnerske veze, tega je največ v Sloveniji. Zato se meni to zdi kar precej realno. Sem pa zelo nagnjena k temu, da pazim na to, da ne pretiravam, ker ko ti enkrat, to je fikcija, vsi vemo, da je fikcija, ampak ti, že tako so umori neverjetni, ti moraš potem to pripeti na nekaj, kar je dosti realno, da najdeš to formulo, s katero potem zgladiš te ostre robove fikcije, ki sili ven, recimo umori, ker so že tako neverjetni, že tako jih je malo, ampak vseeno moraš najti neko pravilno ravnovesje, da gledalec ne reče v enem trenutku, to se ne more zgoditi, to je čista nakladancija, ne sme biti, ne.
Se strinjam, ker se mi zdi, da in v Rdeči kapici in v Belem volku se zgodijo stvari, ki se mi zdi, da so realistične in se tukaj dogajajo. Nažalost. Ok, dajva se malo vrniti še na to, kar se je meni zdela zanimiva vzporednica, tako recimo med Mijom, kot tudi med družino Perun oziroma Mokoš in Tihomirjem pa Hermanom Velesom. To neko ponavljanje teh tragedij oziroma ta cikličnost od sreča, nesreča, sreča, nesreča, jesen, zima, poletje, jesen, zima, poletje. A je to nekaj, kar te zanima, ta neka cikličnost, pojavnost, da ne moramo vam pobegati pa nekako narediti si nove dinamike, ali nekako zasleduješ to tudi tako skozi te vse 3 knjige mogoče, ki bodo. Malo me zanima to prehajanje, ki ga tudi v tej knjigi tematiziraš iz dobrega v slabo oziroma temno v svetlo. To se mi je vedno zdelo zanimivo, ne? Ta cikličnost, ker se živimo na nek način v teh ciklih, ne? Že sam s temi letnimi časi. Ne? Po drugi strani pa jaz delam pač na enem projektu zdaj, kjer imamo 3 veje družine, se pravi 3 generacije družine so. In se raziskuje tukaj dednost od nekih psihičnih bolezni do samomorov. In potem recimo obstaja nek program, kamor ti daš družinsko deblo in potem z različnimi barvami se osvetli. Recimo, če je bila v družini šizofrenija, se modri znakci pokaže. Če so bili samomori, se pokaže, ne vem. Če so bile droge prisotne, se pokaže. In neke travme, določen veš, kako gre z generacijo v generacijo, neverjetno, kako se zablešči v modri barvi, kako zablešči v roza barvi. In vidiš, da to, kot da ni bilo razrešeno, kot da se to naprej odvija. Meni se zdaj recimo skrajno neverjetno, kako je možno, če ima recimo babica, imaš 3 generacije in vidiš, da je izjemno mlada rodila hčerko, se pravi, govorimo o 14, 15, 16 letih. In potem vidiš, da je hčerka spet imela izjemno mlado otrok. Mislim, take stvari, kot da bi bile načrtovane, pa niso. Ne? In isto, če imaš v družini samomore, kar vidiš, da jih je več mogoče, ali pa da so nezakonski otroci, pa kar iz ene generacije v drugo, kot da bi se ljudje med sabo dogovorili, pa se ne. Kot da so neke neraščiščene travme, ki potem grejo naprej. Ne? Tako da to se mi je vedno zdelo fascinantno. Zdaj, ko smo pa videli, da to dejansko je dokazljivo, da to je nekaj na tem, ne? Pa še toliko bolj. Pa misliš, da bo Mijo daj srečen, da bo našel svojo srečo? Ali... Pa veš, kako je sreča na dolgi rok? Mislim, da ne obstaja. Ne? So momenti v življenju, ko imaš ti to srečo, lahko jo potegneš mogoče na mesec, 2, ampak vedno pač, ko smo strukturirani, to je človeška struktura. Ne? Mislim, da to ne obstaja. Ne? Ja. Kako je rekel Dostojevski, srečne so samo krave v hlevu, ki prežvekujejo. Se pravi, neka inteligentna bitja ne morejo biti na dolgi rok. Ja. Zdaj se mi Mijo že malo smil, kaj ga bodo čakalo v naslednji knjigi. Upam, da prepoved kazinojev še drži do naslednje knjige. Ponovila bom še vprašanje iz prejšnjega intervjuja, ker me spet zelo zanima. Kaj je bila ena zanimiva, nenavadna stvar, ki si jo naučila tekom raziskovanja za to knjigo? Ker predvidevam, da si mogla vse glih spet skozi določene stvari. Ogromen dokumentarcev. Mogoče tole, od kje pride heroin? Ja, to me je presenetilo, koliko je politika not vpletena. Kako v romanu je tudi, in to je vse realno, tukaj si jaz nisem zmišljevala stvari. To je malo mestece, kot neka vas, Veliki Trnovac, na meji Srbije, se pravi še na srbski strani, ampak bolj kot nemuslimansko prebivalstvo živi not. In tam se proizvajajo ogromne, tam se prepakira heroin. In to je kot neka tovarna sred tega našega področja, ki živi s pomočjo Američanov naprej. Recimo Kosovo je bila prva država, Afganistan je bil prva država, ki je priznal Kosovo. Potem gledaš, kako je to vse povezano, kako ta heroin prihaja. Sem točno zvedela, da to cene 5500 € daš, recimo na meji Bolgarija-Srbija, da ti ga pripelje do Srbije-Hrvaške, pa tam naprej. To je vse povezano. Kako se vsi te hoteli, ki so dol v Budvi, pa cela ta črnogorska obala, kako je to vse financirano iz tega denarja, kako so politiki opeti, koliko se tukaj enega denarja opere in kakšne količine tega heroina se potem gor v Evropo valijo tukaj. In kako potem vidiš, in to sem dala tudi not, teli mali otročki, ki imajo male roke, kako ta mako birajo, to gumo, za nič dejansko, zato da lahko preživijo, ker z bombažem se ne da toliko zaslužiti. In potem kako recimo ta meja Afganistan-Iran, to mi je bilo neverjetno, s katapulti mečejo drogo čez, streljajo jih na cesti, mislim, ogromno ljudi umre in to je za $700 na mesec. Gre za neko osnovno preživetje.
Potem imaš pa potem seveda te konzumente v Evropi gor, ne, in da lahko za kilogram heroina dobiš na Danskem ali pa v Skandinaviji 80,000 evrov, medtem ko je undal $700, a ne, se pravi, to so neverjetni zaslužki. Ampak, da ne bi ostal sam pri tem, se mi zdi, da in to sem naredila, pa že sem dala temu našemu glavnemu liku nek drug motiv, a ne, in to so volkovi. Ja. A ne, to se mi je zdelo tako nekako pika na i pač tega romana, ne, da gremo mečkan v nekaj lepšega, ne, da ker živali pač na eni strani in to podzemlje in ta temačnost na drugi strani, seveda tukaj nekaj lepega in lahko potem upravičiš pač vse to, kar se dogaja. Ja. Zdaj, ko si se dotaknila še volkov, se mi zdi že mislim, da takoj na začetku knjige razložiš, kaj je volk. Tudi ta naš glavni lik je zelo povezan z volkovi. Pa ne bom preveč povedala konca, ampak se mi zdi, kako on konča, je, vsaj pri meni, sem skoraj eno solzico potočila, zato ker ne glede na to, da ni najboljši človek na svetu, kar naenkrat začutiš eno tako sočutje do njega, čeprav je naredil grozne stvari, ampak ne zato, ker vidiš motiv, kaj je v ozadju, a ne, motiv je lepa, ne, tako da in jaz mislim, da volkovi so krasno biti. Jaz sem se mislim, že prej so mi bili blazno všeč, ampak zdaj, ko sem pa toliko pač tega naštudirala, ne, izjemno lepe lastnosti imajo, a ne. Še vedno so zveri, a ne, ampak vse ima nek smisel. Ni kar tako, recimo človek in šimpanz sta edine dve vrsti živih biti, ki recimo lahko ubije čisto iz užitka, ne, za nič, ne. Pri vseh ostalih živalskih vrstah ima nek smisel to, a ne, se pravi, ali je to zaradi hrane, ali je to zaradi samice, ali je to, se pravi, neke osnovne stvari za preživetje pomembne, ne? Pri teh dveh vrstah pa pač so druge stvari v zadnji. In ko pa najdeš ti nek lep motiv do zadnji, se pravi, da upravičiš to dejanje, to se mi je vedno zdelo, da lahko potem dvigneš zgodbo na mečkan višji nivo, ne? In pride do katarze pri bralcu. Tako, do katarze pa tudi mogoče se nazaj vrne v ta mal magični realizem, ki si ga že na začetku malo omenila, ki se sicer skozi celo knjigo tako nekako podtalno čuti, tudi zato, ker se nahajamo v tem kočevskem pragozdu in je vse malo divje, ampak vmes malo potem s tem proceduralnim delom izgine, to se mi zdi se nazaj zelo lepo vrne v to neko magijo. Tako da res priporočam v branje, ne samo zato, ker boste izvedeli celo heroinsko pot, ampak tudi zato, ker je to ne vem, zelo taka potegnete knjiga, pa res imaš to katarzo na koncu, ki se mi zdi, da se ne zgodi velikrat, pa še tako lepo na šunk se jo prebere, tako, kar jih jaz rada berem. Irena, hvala lepa. Maja, hvala tebi. Z veseljem. Daj nam še malo povej namigen, kaj nas čaka, kaj Mijota čaka. Malo si že namignila? Začne se, ne vem, če se spomniš, v Enki je bila avionka, njegova sestra, ki je prišla v Ljubljano in zdaj, če bi mi vzeli to knjigo samo kot ne kot del neke večje celote, ampak samo kot posamezno, a ne zaokroženo celoto, potem bi ta avionka tukaj bila mečkano odveč. Se pravi, prišla je, zato da je lahko potem šla nazaj, a ne. Pa neko družinsko nasilje je bilo v zadnji, se pravi, začne se pa tretji del te trilogije, recimo naslov je Črni princ. In Mijo gre na ogled umora in jo najde pač umorjeno, a ne. Šokant. Ja. Wow, okej. Ko mi čakam? In potem gremo v njuno mladost, odrašče, pač vse in njeno zgodbo, o kateri on zelo malo ve. In potem sproti pač se odkriva, kdo je ona bila in zakaj je umrla. Odlično. Mislim, da sem zdaj vsaj že 5-krat rekla, da se veselim že te knjige ta nove. Super, okej, hvala lepa. Bralke in bralci, ful priporočam knjigo, pridite semle v knjigarno, zaradi mene si jo naložite tudi na e-bralnik, se splača, uživali boste, ful boste izvedeli, pa še res se vas bo dotaknila. To je to, hvala lepa, se vidimo. Beletrina, uživo.